Novi shop koncept je v bistvu evolucija obstoječih shopov. Vzeli smo vse tisto, kar je do zdaj dobro funkcioniralo, hkrati pa dodali nekaj novih elementov. Osnovno vodilo pa nam je vse skozi bila najboljša uporabniška izkušnja. Nič v tem shopu ni naključje, za vsak kos pohištva, za vsak detajl. Vemo, zakaj je, kakršen je in vemo, zakaj stoji tam, kjer stoji. Vemo pa to zato, ker je nov shop rezultat večmesečnega dela, študij, analiz, intervjujev z našimi obstoječimi uporabniki in preučevanjem trendov iz tujine. 3 glavne razlike so bela barva, ki je hkrati tudi rezultat rebrandinga, to, da so svetovalna mesta razporejena po prostoru in pa v ospredju so produkti in storitve in ne več svetovalci. Eno leto se bomo veselili dela v novem shopu. Po enem letu potegnemo črto in se odločimo, kako naprej. V našem shopu nudimo odlično uporabniško izkušnjo. Obnovili smo remisli steno, kjer smo jo obogatili s pravim cvetjem, ki daje pravo vzdušje v poslovalnici. In imamo pa tudi kotiček za najmlajše, kjer si igrajo igrice na tabličnih računalnikih in pa počnejo tudi, kar doma ne smejo, risati po steni. Imamo pa tudi tablo Tip & Tricks, to pa pomeni, da imamo slike celotnega prodajnega osebja in pa opisi mobilovih storitev. V zadnjem delu poslovalnice pa je naša dnevna soba, kjer stranka v miru spije kavico in si testira aparate. V zgornjem nadstropju je poskrbljeno za ljudi, ki potrebujejo brezplačni prenos podatkov in v miru spijejo kavico in se počutijo kot doma. Imamo pa tudi sejno sobo, kjer jo je možno najeti za kratke sestanke in pa interne zabave. Pridite, poglejte in prepričajte se sami. Veseli bomo vašega obiska. Pri prodaji popolne pisarne je najbolj pomembno stranke pripeljati do tega, da te poslušajo, da te sprejmejo in da poslušajo vse dobre strani tega produkta. Zaupanje je zelo pomembno pri teh zadevah, saj v manjših krajih predvsem prodajaš na zaupanje, šele potem na vse druge karakteristike, ki jih ima proizvod, ki ga prodajaš. Pri popolni pisarni je pa sploh zelo pomembno, ker ni neka fizična zadeva, ki jo vidiš, ki jo potipaš, ampak je na enem, bi rekel, na višjem nivoju, vsaj kar se tiče znanja in prednosti, ki jih prinaša ta produkt. Organizacijo dogodka sem se lotil na osnovi preteklih izkušenj pri teh zadevah. Pač moja definicija je bila, da moram pripeljati več ljudi na eno mesto, zaradi tega, ker ne moreš prodajati to proizvod kot proizvod, ampak moraš nuditi zraven še support, tako tehnični kot predstavitveni. In ideja je bila, da organiziramo dogodek, ki bo na enem mestu vse to nudil potencialnim strankam, ki jih bomo pripeljali na to predstavitev. Simobil je podprl to mojo idejo in na samem dogodku mi je pomagal tako, da je zagotovil vso tehnično podporo in pač strokovni kader, ki je to vse okoli poslovne pisarne, vse tudi detaljno razložil potencialnim strankam. Na ta način so stranke lahko tudi praktično spoznale produkte popolne pisarne. Imamo uspehe in ponosni smo na njih. In s takšnim pristopom smo prepričani, da bomo imeli uspehe še naprej. Blazing izvira iz mladostniških let, ko smo se pod Pohorjem vozili z blazinami in po noči sposodili blazine ter se spustili po Pohorju. Blazing smo združili z filozofijo naše trgovine, vsi smo polni energije, polni adrenalina in smo tudi začeli širiti našo energijo izven naše trgovine. Nadgradili smo z tem, da smo povezali Simobil franšizo Maribor s tem dogodkom in ustvarili eno prireditev, ki je legalna, poskrbljena za varnost in ljudje uživajo v tem. Zbralo se je več kot 2000 ljudi, kar je bilo več kot naših pričakovanj in tudi pričakovanj Pohorja. Pričakujemo povečan promet,
ker smo se tudi oglaševali v Mariboru kot neka nova ekipa, nov center, Simobil center Tabor in s tem privabili več ljudi v naš center. Videli ste 3 zgodbe in vse 3 zgodbe sodijo v družino Simobil. V Ljubljani imamo velik potencial, da ta koncept postane sinonim za najboljšo uporabniško izkušnjo prodajnega mesta. Mario išče načine, poti, kako prodati več, kako biti uspešen in kako biti prepoznaven v lokalnem okolju pod blagovno znamko Simobil Postojna. V Mariboru pa imamo ekipo, ki se trudi, da bi svojo mladostno energijo in zagnanost povezala s poslom in na ta način dosegala presežke. Vse 3 pa sodijo v celoto, ki ji pravimo Simobil. Kaj še kaj drugega, kar bi rad povedal zdaj na koncu filmčka? Novega, kaj? V bistvu ne, to je bilo to. No, ne vem, malo čudno je zjutraj, ko prijem službo, je tako, ni vse na svojem mestu, vse razmetano. Sicer nimam zdaj pojma, kam ima veze s tem filmčkom, ampak okej, mislim, nadzorne kamere, ste že pogledali? To pa bi lahko, a? Do the Harlem Shake.